Živijo. Živa. Živa. Živa, Gorazd. Neža. Živa, Gorazd. Kaj bi pa mi da lahko naredili, da bi postale gasilke? A so dovolj stari? Ne, trenutno še niste dovolj, lahko bi šle v kakšno prostovoljno društvo. Drugače pa pogoj, da bi tukaj pri nas se zaposlile kot, bom rekel, profesionalne gasilke, morata biti pa stare 18 let, pogoj je 5. stopnja izobrazbe in pa potem imamo še dvodnevni fizični preizkus zmogljivosti, plavanje, tek, dvigovanje uteži, počepi, plezanje. V redu, zdaj gremo pa kar v garažo pogledati, pa si bomo v garaži pogledali mečkam, kako naša garaža zgleda. Tam vaja bo en kolega prevzel, pa vam bo pokazal, kako garaža zgleda. Super. Pa bomo lahko tudi obleke probali. To boste lahko probali. Tudi v avto. Seveda, tudi v avto boste lahko šli. Tole je kolega Dejan, vama bo pokazal vse, tako da lepo se meta, pa se vidimo. Čau. Adijo. Koliko vas pa je tukaj? Ja, danes nas je od 7 zjutraj do 7 zvečer nas je 32 na izmeno, se pravi 32 gasilcev. Ob 7 zvečer jih prije pa naslednjih 32, ko gremo mi domov za 24 ur, prije naslednja izmena za 12 ur spet dežurati. Se pravi 4 izmene po 32 gasilcev. Za katero občino pa skrbite, kaj je recimo požar? Za požare skrbimo samo v občini Ljubljana. Kar je pa ostalega, pa skrbimo še za 17 ostalih občin. Se pravi, v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarno snovjo in kakorkoli drugega, tudi nesrečah lahko na vodi, tudi tam jih posredujemo, se pravi v ostalih občinah. Boste probala, kjera bo probala hlače? Ok, se bo sezula pa noter, malo je umazana, se pravi od samih intervencij, ker po vsaki intervenciji je res naperemo, zdaj pa samo gor potegneš hlače in si že oblečena. Boš ti probala zgornji del? Super. Odlično. Da seveda obvezna uporaba pri našem delu je sigurno čelada. Vidimo, da je tudi že mičken zažgana, malo udarjena. Paš ti pa eno od kolega probala? Kaj pa imam jaz vse to tukaj? Se pravi, tukaj imaš ene zaščitne rokavice, ki so požarne, se pravi ob nesrečah o požaru. Potem imamo tehnične rokavice za kakšne prometne nesreče in podobno, osebna lučka, da mi lahko po noči oziroma v dimu lažje vidimo, ter ena radijska postaja za lažje komuniciranje ob raznovrstnih intervencijah, se pravi, to je lahko požar, nevarne snovi ali karkoli. Tukaj si mi med sabo lahko komuniciramo. Lahko probaš, edino ugasne. Javi se. Imate kakšno šifro, ko se javite pa pol? Se pravi, mi se bolj kličemo kar po priimkih, ker se med sabo poznamo, če pa komuniciramo s hišo, se pravi s centralo, pa je prvi klic centrala javi se oziroma center za obveščanje javi se, če je treba karkoli z njimi komunicirati. Drugače, ostalo gre pa vse po priimkih. Kaj imate kak znak za intervencijo? Ja, imamo ob vsakem alarmu, se pravi, v vsaki intervenciji se sproži zvočni alarm, pove se par podatkov po zvočnikih in vsak gasilc ve, za katero vozilo gre, kjer tudi kaže na tabli lučka, za katero vozilo gre. No, punce, gremo pogledati zdaj še malo opremo od vozila. Se pravi, namensko vozilo za požare, se pravi nesreče ob požarih, ročno orodje, potem tukajle vidimo en ventilator. Kaj mislite, da bi bilo to? Za prepihati dim iz stanovanja hiše, motorne žage, motorne flekcarce, orodje, spet ročno orodje. Potem tukajle imamo en tak kompresor za peno delati, ker ne gasimo zmer samo z vodo. Tole poznate, za lažje razvijanje cevovoda. Spet ena taka hitra napadalna cev za hitrejše napredovanje. Zdaj lahko gremo zadnji pogledati. Spet podobna situacija kot na prejšnji strani, se pravi na drugi strani, isto. Hitra napadalna cev, tukaj priključki za gonilo, tukaj imamo peno. Ok, si bomo zdaj pogledali še vozilo za tehnične intervencije. Zdaj ste spoznali kaj? Prav vozilo za požare. Zdaj se vam bo pogledal en tak orodje, ki ga pa mi včasih na žalost moramo uporabljati. Se
pravi o prometnih nesrečah. Mi jim rečemo kar škarje pa razpiralo. Se pravi, ena taka hidravlična zadeva, s katero mi razrežemo in raztegnemo vozilo, posebno tovorno kakršnokoli, ob kakšni hujši prometni nesreči, zato da lahko tistega ukleščenega dobimo in spustimo ven. Ne? Najbolj, da malo probate tole, da vidite, koliko je zdaj to težko. Kje bo probala? A bo šlo? A boste obe dve? Ja. Je težko, a ne? Ja. Koliko kil pa ima to? Kje je okoli 30 kg, se pravi od 15 do 30, zdaj spet odvisen od orodja, kjer ga pač primemo. Tu včasih gasilci morata dva dela, sploh če delamo nad višino, nad glavo, sam zelo težko. Kaj bi že odrezal, ne moš pa delati 20 minut. Zato, če je le možnost, delata tudi dva, zato da mi lahko vsake sekunde lovimo, ki so pa zelo pomembne ob takih nesrečah. Prej kakšno rekel, tole zna biti navarno. Kaj pa mislite, zakaj imamo to? En tak drog je, se pravi gasilci, ko smo v dnevnem času oziroma v nočnem, v zgornjih prostorih, ali karkoli delamo, ali kakorkoli, zakaj se tam zadržujemo, da prihranimo čas ob intervenciji, se pravi ob alarmnem znaku, da smo mi čim hitrejše tukaj spodaj. Vi, da bi tole sigurno probali, sem prepričan. Lejte, pa tega mi ne dovolimo, zato ker ta zadeva, če si gor pogledamo, kaj, je zelo visoka. In če se ne bi zdaj dobro polela, bi lahko dol padne pa več kot 4 metre visoko. Lahko pa eno dvignem, da boste kaj. Malo probali, Tira, odprl od tebe. Ajde. Prav takole pa se spustimo dol. Aj še ti. Kaj nam lahko vi to pokažete, kako to izgleda? Bomo pa zdaj kar naredili realno. Bomo vse prižgali alarm, bomo mes počel po štangi dol, se pravi isto kot ob pravi intervenciji. Ok? Grem mes zdaj gor. Na Vojkovi 19, dobil 4 nastopil. Ok, zdaj ste videli, Zdaj, če bi bila to realna intervencija, alarm ta prav, bi kaj hitrejš bi bilo, več bi nas bilo, se pravi vse te posadke bi prišle na isti sistem in potem takoj v avto zapreti se dihalni aparat in na cesto.